Torej, pred začetkom bi omenila, da referat temelji na dolgoletnih teoretičnih in praktičnih izkušnjah članic in članov infrastrukturne skupine INZ. V bistvu je pa nek kratek povzetek strokovne publikacije, ki so jo pred 2 leti izdali s kolegico Katjo Meden. Predstavitev bom strnila v nekaj točkah. Najprej bom govorila o tem, kako smo oziroma urejamo avtorsko-pravni vidik s pravnimi osebami, z avtoricami, avtorji ter nosilci avtorskih pravic. Nato bom nekaj besed namenila bazam podatkov in zaključila s predstavitvijo licenc Creative Commons. Za uvod pa le nekaj besed o nacionalnem aktu, ki je osnova našega dela. Sodoben in celovit zakon, ki ureja avtorske in sorodne pravice, je Slovenija sprejela leta 1995. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ZASP, je postavil okvir za varstvo intelektualne lastnine. V njem je natančno opisano, kaj so avtorske pravice, na koga se nanašajo, katera dela varuje in podobno. Z njim smo svojo zakonodajo prilagodili evropski tradiciji oziroma kontinentalnemu sistemu, ki v nasprotju z anglosaškim sistemom poudarja naravno pravico avtorja, se pravi, da mu določene pravice pripadajo avtomatično na podlagi same stvaritve dela. Naš sistem ne zahteva registracije dela. V trenutku, ko na primer pisatelj napiše roman, je njegovo delo že varovano, avtor ima na njem avtorsko pravico ves čas življenja in 70 let po smrti. Avtorska pravica avtorju zagotavlja spoštovanje njegove moralne avtorske pravice, ki varuje avtorjeve duhovne in osebne vezi do dela. Avtorska pravica pa hkrati avtorju zagotavlja tudi spoštovanje materialne avtorske pravice, ki varuje premoženjske interese ustvarjalca s tem, da ta izključno dovoljuje ali pa prepoveduje koriščenje svojega dela. Pri naštevanju zakon med avtorska dela poleg pisnih del, člankov, knjig, učbenikov, tudi računalniških programov šteje tudi govorjena dela. Govori, predavanja, pridige spadajo v to kategorijo, potem tudi glasbena, gledališka, lutkovna dela, koreografske storitve, fotografska, avdiovizualna, likovna in druga dela. Kot avtorsko delo pa niso varovane ideje, odkritja, ljudske literarne in umetniške stvaritve. Kot je Andrej že omenil uvodoma, je za naše delo pomembno predvsem dejstvo, da kot avtorsko delo niso varovana uradna besedila z zakonodajnega, sodnega in upravnega področja, ampak o tem nekaj malega v nadaljevanju. Prehajam na praktični del, na urejanje avtorskih pravic na portalu Sistori. Ob osnovanju portala so s podpisom načelnih dogovorov o sodelovanju uredniki nekaterih revij in tudi monografij podprli digitalizacijo in objavo gradiva na portalu. Pravnik nas je opozoril, da to ni dovolj, da kršimo avtorske pravice. Pripravil nam je formular, s katerim smo v dogovoru z drugo pravno osebo poudarili osnovna dejstva oziroma smernice sodelovanja. V dokumentu je zabeleženo, da INZ upravlja spletni portal Sistori, da na njem daje na voljo javnostim raznolika gradiva, da partner v pogodbi ureja in izdaja publikacijo, ki bo po prenosu ustreznih avtorskih pravic za objavo dostopna na portalu Sistori. No in ta izhodiščni dokument v bistvu nam še danes služi kot administrativno-pravni pripomoček. Istočasno je odvetnik pripravil tudi pogodbo o prenosu materialnih avtorskih pravic za avtorice in avtorje. Ta je, kot vidite, obsegala 7 členov. Predvsem pomemben je bil 2. člen, ki je navajal, da s podpisom pogodbe avtor glede svojega dela na inštitut neizključno in neodplačno prenaša materialne avtorske pravice, reproduciranja ter dajanja na voljo javnosti v nespremenljivi obliki.
Torej, ne izključno, pomeni, da avtor svoje delo lahko objavi kjerkoli drugje, neodplačno pa pomeni, da pač svoj prenos, dovoljenje za objavo na Sistori ne bo prejel materialnih oziroma finančnega nadomestila. Ta obljuba o nespremenljivi obliki avtorskega dela pa je pomenila, da se je inštitut zavezal, da bo gradivo po spletni objavi zaščitil pred nadaljnjim reproduciranjem. Tako na nek način, bom rekla, besedila smo zaklenili, kar je pomenilo, da se jih je dalo samo tiskati, nikakor pa ne kopirati. No, in v zadnji točki se je inštitut tudi zavezal, da bo na portalu navedel vir in avtorstvo dela. Ker avtorska pravica velja 70 let po smrti ustvarjalca, pomeni, da soglasja za spletno objavo številnih del urejamo s potomci oziroma nosilci avtorskih pravic po njih. Pri tem smo precej uspešni, saj nam zaradi relativne majhnosti nacionalnega zgodovinopisnega kroga največkrat uspe priti do iskanih oseb. Ker nas je zanimalo, kakšen je postopek, če nam nosilcev avtorskih pravic po pokojnem avtorju ne uspe izslediti zgolj s pomočjo mreženja, nas je čez vzorčni, vendar precej konkretni primer urejanja razmerij popeljal odvetnik. V prvi fazi je treba pridobiti podatke o pokojnikovem zadnjem prebivališču. Druga faza pomeni oddajo vloge na sodišče, ki je bilo pristojno za izvedbo zapuščinskega postopka, v kateri se zaprosi za podatke o dedičih pokojnega avtorja. Zgolj kot primer. No in zadnja faza pomeni detektiranje naslovov nosilcev avtorskih pravic po pokojnem ustvarjalcu in pridobitev njihovih soglasij za digitalizacijo gradiva in njegovo spletno objavo. Projekt je bil dolgotrajen, relativno finančno obremenjujoč, kar pa ne pomeni, da postopka po potrebi ne bomo ponovili. Sedaj mogoče samo res na kratko nekaj besed namenjam bazi podatkov. Na Sistori je objavljenih, kot verjetno veste, tudi več digitalnih podatkovnih baz, ki so prav tako predmet avtorsko-pravnega varovanja, saj ZASP v 141b členu zapiše, da avtorsko-pravno varstvo obsega, citiram, celotno vsebino podatkovne baze, kot tudi vsak kakovostno ali količinsko znatni del vsebine podatkovne baze, posamezne podatke vpisane v bazo. Konec citata. V istem členu je navedeno, da avtorsko-pravno varstvo ne velja za računalniške programe ali drugo programsko opremo, uporabljene za izdelavo ali delovanje elektronskih podatkovnih baz. Konec navedka. Torej, avtorsko-pravno varstvo se torej dotika izključno vsebine digitalne podatkovne baze oziroma podatkov v tej bazi. Prehajam zdaj na zadnji del predstavitve, na licence Creative Commons. Prehod v digitalno dobo je za seboj potegnil različne težave v zvezi z avtorskim pravom. Novo digitalno okolje omogoča enostavno kopiranje in prirejanje avtorsko zaščitenih del. Da se to ne bi dogajalo, so se razvile razne metode varovanja avtorskih pravic, vendar je zaradi visokih stroškov licenciranja ter močne omejitve dostopa in uporabe avtorskih del neprofitna organizacija iz ZDA sprožila tako imenovano gibanje Creative Commons. Filozofija CC je osnovana na naslednjih postavkah, 4 so na sliki, omenim mogoče zgolj prve 3. Ustvarjalnost temelji na dostopu do že obstoječega dela in njegovi uporabi. Avtorsko pravo ustvarja nove ovire za dostop do del in ovira izmenjavo in ponovno uporabo del, in visoki stroški licenciranja v povezavi z režimom avtorskega prava vplivajo na posameznike in jim omejujejo dostop in ponovno uporabo dela. Leta 2001 je bila vzpostavljena licenčna platforma, ki po eni strani omogoča brezplačen, enostaven in standardiziran način uveljavljanja avtorskih pravic za avtorska dela, zagotavlja priznavanje stvaritve in pod točno določenimi pogoji dovoljuje njeno kopiranje, distribucijo in nadaljnjo uporabo.
To seveda pomeni, da avtorji svoje delo delijo pod točno svojimi določenimi pogoji. In ta licenčna platforma na drugi strani uporabnikom olajša dostop do del, ki so lahko osnova za nastanek novih avtorskih stvaritev. CC ponuja nabor pogojev, ki jih je mogoče kombinirati v različne licence, zgolj na vpogled, si lahko kasneje to pogledate, podrobno preučite tudi na spletu. Obstoja in pomena licenca CC smo se na inštitutu zavedali ob razmahu gibanja za odprto znanost in odprtost raziskovalnih podatkov po letu 2010. Takrat smo začeli na avtorice in avtorje apelirati, da bi svoje stvaritve na portalu Sistori objavili pod licenco CC 2.5. Poudarjali smo, da je ta licenca do stvariteljev in njihovih del zelo zaščitniška. Zahtevala je namreč navajanje avtorja, besedilo se je smelo uporabiti le za nekomercialno rabo, pri tem pa ni smelo biti podvrženo nobeni predelavi. Uporaba licence 2.5 je v praksi pomenila korak nasproti uporabnikom, saj je podala možnost kopiranja besedil. V tem času smo nadgradili tudi metapodatkovni sistem portala, v katerega smo inkorporirali podatek o izvoru oziroma status posameznega gradiva. Torej, zdaj tukaj vidite, morda je komu od vas poznan tale formular, ki je praktično skrčena pogodba, ki sem jo predstavila na začetku v 7 členih. Bistveno je, da je zajet ta 2. člen, o katerem sem že govorila, kaj vse, se avtor dovoli uporabniku in inkorporirana je ta licenca 2.5. In tako je, ko smo pač upeljali to licenco 2.5, kot sem omenila, smo k entiteti, k metapodatkom dodali tudi tole rubriko avtorske pravice. V zadnjem času za izmenjavo gradiv uporabljamo licenco CC Share Alike 4.0. Ta pa prvič poudarja priznavanje avtorstva, dovoljuje uporabo za kakršenkoli namen, ki pa ne sme biti komercialne narave, in predpisuje deljenje pod enakimi pogoji kot originalno delo. S tem najbolj efektivno lovimo ravnovesje med ščitanjem avtorskega dela pred hudimi posegi vanj in prostim pretokom znanja, idej in del na portalu. Ko smo začeli uporabljati licenco CC 4.0, smo dovoljenje za digitalizacijo in objavo avtorskih del v elektronski obliki na portalu Sistori nekoliko prilagodili, da ga ne bo treba ažurirati vsakič, ko se bo pojavila nova različica licence. Kot vidite, avtor, avtorica dovoljujeta objavo dela pod pogoji, ustreznimi pogoji, ustrezne licence CC. In še zadnja slika. Poleg del, ki jih varuje ZASP, je na Sistori objavljenih tudi veliko uradnih besedil, kot sem omenila, z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja. Za vse te uporabljamo oznako public domain oziroma javna domena, ki jo hkrati uporabljamo tudi za stvaritve, ki niso več omejene z avtorskimi pravicami, katerih avtorske pravice, se pravi, so potekle in so tako prosto na voljo uporabnikom. Še zaključni stavek. Sodelavke in sodelavci infrastrukturne skupine INZ bomo še naprej spremljali vse novosti na področju avtorskega prava in vas, če boste pripravljeni, o tem tudi obveščali. Najlepša hvala.